spoštovani poslanci Državnega zbora Republike Slovenije in evropski poslanci, visoki gostje iz cerkvenega in vojaškega življenja, veleposlaniki, gospe in gospodje, dragi prijatelji in vsi, ki ste se udeležili današnje svete maše. Iskrena zahvala pomožnemu škofu monsignorju dr. Francu Šuštarju in somaševalcem za opravljeno sveto daritev. Hvala stavni župniji in župniku Romanu Stancu. Med mašo so zbranem sodelovali sodelavci vojaškega notariata, z glasbo pa sopranistka Lejla Pirl in organist Dušan Ješelnik. Oba bosta z nami tudi v nadaljevanju programa. Kratki akademiji, ki jo je pripravil vojaški vikariat, bo sledil slavnostni nagovor dr. Andreje Valič-Zver, direktorice Študijskega centra za narodno spravo. Vabljeni k poslušanju. Tone Pavček, Izumrli. Na hrbtni strani svetlega neba je izumrlih ljudstv dolg seznam. Najslavna ali bedna so bila, prešla enako solatna po strani. O njih še izreži zgodovinskih knjig podatke, kaj, kako, zakaj čez njih je pljuskil val, vihar, pomor požig, a to je zgolj elepčen stih. Na listini je še precej prostora, še kakšen malosrčen narod mora tja čez, med one celovečne sence. Bo kmalu neusmiljeni kronist popisal na ta svoj mrliški list tudi nas, samorasnike, Slovence. Kdo so izumrli, zakaj postanejo izumrli? Kdo je kriv, da so izumrli? Izumrl je vsak, za katerim je pošel spomin. Spominjati se je odlična lastnost človeka. Zato smo danes tu tudi mi. Spominjati se slabega ali zgolj dobrega. Drugo berilo nas usmerjalo, da imamo v mislih le tisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je hvalevredno. Kajti tedaj bo Bog miru z nami. In le tedaj bodo sanje o vrnitvi sprave, o miru postale sedanjost in prihodnost. In ravno v teh sanjah govori naslednja pesnitev vseh povrnitev. France Balantič, Seno vrnitev. Ko boš tujina vsem kri spila, ko je nezgovorjena bo beseda, prišla kot ogenj mi na usta leda, odavna želja, dom me vrni. Na srce dal prstil zdravila, sprejel je vas po pozdrav soseda, spoznala na planini me bo čreda, v duši bo zaplala nova sila. Okusil spet bom sok planinskih štrav, spomini nanje skrbijo kako rane, tih zastrupil dolgih cest je prav. Domači, kako mi spet pogra. Kako bom ljubil gore razkopane, dokler ne bom med njimi tih zaspal. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani visoki predstavniki družbenega, političnega, enega življenja. Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem v imenu Študijskega centra za narodno spravo za vašo udeležbo. Že 11. Študijski center organizira spominsko slovesnost
ob dnevu spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov in kot je bilo danes že rečeno, naj se ob tem iskreno zahvalim vsem, ki ste se zbrali, da s to sveto mašo, s to slovesnostjo počastimo še vse žrtve. Moja srčna zahvala seveda velja tudi vsem, ki ste se trudili s pripravo in izvedbo te slovesnosti in letošnjih dogodkov, še posebej vojaškemu voluntariatu Slovenske vojske, monsinjorju dr. Francetu Šuštarju in vsem duhovnikom za darovano sveto daritev, gospe Lejli Irgl in gospodu Dušanu Ješelniku, stolni župnik svetega Nikolaja, in seveda mojim sodelavkam in sodelavcem. Spoštovani, kot vemo in smo danes že slišali, je leta 2012 slovenska vlada pod vodstvom Janeza Janše razglasila 23. avgust za dan spomina. In ta vladna odločitev je temeljila na resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu iz aprila leta 2009. To resolucijo je podprla velika večina takratnih evropskih poslancev, vključno z vsemi slovenskimi. In ta resolucija je spredje postavila žrtev, trpljenje žrtev kot osrednji skupni imenovalec vseh totalitarnih režimov. In prav to, torej teptanje in nespoštovanje vsakršnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin je esenca, je bistvo vseh totalitarizmov in vseh njihovih pojavnih oblik. Človeško dostojanstvo je poteptano v prah in človek kot enkratno bitje je ponižano na raven kosti, kot nas opozarja Sara Polispa. Filozofinja Hannah Arendt, ki je v začetku 50 let prejšnjega stoletja napisala temeljno delo o totalitarizmih, je ugotavljala, citiram, končni cilj totalitarne ideologije ni preoblikovanje zunanjih pogojev človeške eksistence in tudi ne revolucionarno preoblikovanje družbenega reda, temveč transformacija človeške narave same, ki se taka kot pač je, neprestano zoperstavlja totalitarnemu procesu. Raziskovalec totalitarizmov Cvetan Todorov pa je zapisal, da totalitarni projekt temelji na antropoloških in zgodovinskih hipotezah, da vojna razkrije pravo človeško naravo. Zatorej legitimizira nasilje, revolucijo in teror, da bi pridobil in obdržal oblast. Obenem totalitarizem promovira sekularno mesijanstvo oziroma utopije, nebeško kraljestvo na zemlji in rešitev za vse. Z represivnim aparatom vzpostavlja totalitarni režim temelji na unifikaciji, izničenju razlik med družbenim in privatnim, uničenju svobode posameznika in podreditvi vseh oblik družbenega življenja, še posebej ekonomskega, močni državi. Pritrjuje mu eden najvidnejših kulturnih antropologov, René Girard, ki zapiše, da so totalitarni režimi 20. stoletja dejansko nova pojavna oblika starega, k enoumju stremečega poganstva. Todorov poudarja tudi, da zgodovina evropskega 20. stoletja ne more biti ločena od zgodovine totalitarizma. Izvorna totalitarna država, Sovjetska Rusija, je vzniknila v času Prve svetovne vojne in kot ena od posledic te vojne. Kmalu je sledila nacistična Nemčija. Druga svetovna vojna se je začela z zavezništvom teh dveh totalitarnih držav in se sprevrgla v neusmiljen boj.
Obdobje hladne vojne je bila bitka med zahodnim in komunističnim svetom. Spoštovani, letošnje leto zaznamujejo pomembne obletnice. Naj se na kratko najprej ustavim ob danes že omenjeni 80-letnici pakta med dvema zločinskima režimoma. Pakta med Hitlerjem in Stalinom, posledično izbruha druge svetovne vojne. Kot vemo, sta 23. avgusta 1939 nacionalsocialistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza, ki sta v 20. stoletju povzročili najhujše zločine, vojne zločine, zločine proti človeštvu, genocid, sklenili pogodbo o nenapadanju. Konec septembra 1939 sta obe državi sklenili še tako imenovano mejno in prijateljsko pogodbo. Obe pogodbi sta vsebovali tajni protokol, ki je določal interesna območja obeh držav in medsebojno podporo pri okupaciji sosednjih ozemlj. Neizpodbitno dejstvo je, da sta Nemčija in Sovjetska zveza začeli drugo svetovno vojno kot zaveznici. Nemčija je napadla Poljsko 1. septembra 1939, Sovjetska zveza pa 17. septembra. Sovjetska zveza je potem leta 1940 zasedla in priključila tudi baltske države, Estonijo, Latvijo in Litvo, napadla je tudi Finsko, ki pa se je odločno zoperstavila. Kot poudarja zgodovinarka, naša kolegica dr. Tamara Griser-Pečar, sta Sovjetska zveza in Nemčija sodelovali na vseh mogočih področjih. Med drugim sta podpisali 3 gospodarske sporazume, tako da lahko danes upravičeno trdimo, da je Sovjetska zveza pomagala graditi nemško vojno industrijo. Seveda je tudi nemška industrija podpirala sovjetsko. Obenem pa je Sovjetska partija sebi podrejene komunistične partije, tudi jugoslovansko, ščuvala v upor proti tako imenovanim imperialistom, torej predvsem Združenim državam Amerike in Velike Britanije. Jugoslovanska in slovenska partijska nomenklatura sta tako paktirali s Hitlerjevo vojno mašinerijo vse do napada na Jugoslavijo v začetku aprila 1941. Kadaj se je Hitler prelevil v smrtnega sovražnika, Stalin pa je ostal zvezda vodnica jugoslovanski partijski vrhuški vse do resolucije in Politbiroja. In nanjo se navezuje tudi spomin na dogodke izpred 70 let, ko je bila na Goli otok prepeljana prva skupina zapornikov iz Slovenije, ki so jih tedanje jugoslovanske oblasti poslale v Pakov na Jadranskem morju. V letošnjem septembru pa se bomo spomnili tudi 70-letnice ustanovitve taborišča v Kočevski vasi Trklenk. Obe taborišči, kot še mnoga druga, sodijo do sedaj še neprešteto plejado evidentnega, sistemskega in množičnega kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin po drugi svetovni vojni v jugoslovanski državi. Jugoslovanska, s tem pa tudi slovenska komunistična oblast, se je po prevzemu oblasti dosledno naslonila na doktrino marksistično-bolševističnega razrednega boja in že med, zlasti pa po koncu vojne, pa ob koncu vojne, ubila na desetine tisočev ljudi, ki še vedno večinoma nepokopani ležijo v belih rudniških jaških jamah. Tako upevana, tako imenovana svoboda v povojni komunistični Jugoslaviji je že od najmanjšem verbalnem deliktu krčila v meje dopustnega. Ljudem je določala, kaj smejo početi, misliti, govoriti in česa ne smejo. Strah se je počasi, a prepričljivo zasidral globoko v ljudi. Za dolga desetletja je poškodoval duha slovenskega človeka in ga pahnil v stanje nesvobode, tiranije in krutega nasilja nad človekovim dostojanstvom. A kot je v
v svojem znamenitem govoru leta 1982, to je tisti znani govor o imperiju zla, poudaril tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan: režimi, ki jih sedijo bajoneti, nimajo korenin. Nadaljeval je z mislijo, da že od Exodusa v starem Egiptu zgodovinarji v svojih knjigah pišejo o ljudeh, ki so se žrtvovali ali se borili za svobodo. In potem je omenil bitko pri Termopilah, Spartakov upor, rušenje Bastilje, Varšavsko vstajo, brutalne policijske intervencije v vzhodni Nemčiji leta 1953, na Madžarskem leta 1956, na Češko-Slovaškem leta 1968, na Poljskem leta 1981. In potem je dodal: povsod je vedno znova priplavljena dan človekova instinktivna želja po svobodi in samopotrditvi. In ta silovita, večna in neustavljiva človekova želja po svobodi in dostojanstvu se je pred 30 leti zlila v veličastno dogajanje, ki ga ponazarja padec Berlinskega zidu, železne zavese in propad komunističnih režimov v vzhodni in srednji Evropi. In to je milijonom ljudi prineslo novo upanje za boljšo prihodnost in življenje v svobodi. Ruski dizident in pisatelj Aleksandr Solženicin je zapisal, da diktatorji in diktature padajo le takrat, ko se ljudje zoprstavijo lažem z vsem pogumom, ki je za to potreben. In tudi Slovenke in Slovenci smo se tedaj pogumno zoprstavili nedemokratičnemu režimu in vzpostavili samostojno slovensko državo. Vendar danes lahko ugotavljamo, da se številna pričakovanja ljudi, ki so bili dolga desetletja ujeti za železno zaveso, v mnogo čem niso uresničila. Številne težave, ki danes pestijo evropski prostor, so tudi posledica dejstva, da Evropa ne more biti uspešna in demokratična, dokler ne prepozna lastne totalitarne preteklosti v vseh svojih grozljivih razsežnostih. Mnogo premalo je zavedanja, da preteklosti sicer ne moremo spremeniti, a v mnogo čem vpliva na zaznavanje, presojanje in ravnanje v sedanjosti in prihodnosti. Deklaracije in resolucije različnih evropskih institucij in organizacij nas že leta opominjajo k bolj poglobljenem in zavzetemu odnosu do zgodovinskega spomina, resnice in pravice. Pa vendar je evropski spomin kljub številnim zavezam še vedno razdrobljen, zlasti totalitarne izkušnje komunizma, pa žal s težavo najdejo pot v spominsko krajino Evrope. To je med drugim tudi posledica dejstva, da sta bila nacionalni socializem in fašizem v drugi svetovni vojni poražena. Komunizem pa je s sklenitvijo zavezništva proti Hitlerju uspel za železno zaveso, se je uspel obdržati na oblasti vse do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Slovenski narod je med tistimi redkimi v Evropi, ki je v 20. stoletju občutil nasilje vseh treh totalitarizmov, fašizma, nacionalnega socializma in komunizma. In vsi trije so pustili posledice, ki so vidne še danes. Tako na primer strokovnjaki med drugim govorijo o še naprej trajajočem strahu in nezmožnosti pravilne presoje družbene stvarnosti. Dediščina prejšnjega režima je tudi žalosten pojav, ko ljudje, namesto da bi se postavili na lastne noge, še vedno razmišljajo, da mora zanje poskrbeti država. Da o tem, da se mnogokrat na določenih proslavah morilce slavi kot junake, niti ne govorim. Nažalost, Slovenija še zmeraj ne zmore najti temeljnega političnega konsenza o tem, da so vsi totalitarni režimi nekaj slabega in da jih je zato treba na načelni ravni odločno zavreči. Lahko ugotavljamo, da smo v Sloveniji mnogo bolje razgradili posledice fašizma in nacionalnega socializma, težko pa bi trdili, da nam je uspelo ustrezno razgraditi ostanke komunizma.
Morda se še spomnimo, v 90-ih letih je nek ugledan nemški časopis zapisal, malo karikirano seveda, da ne bi bil v Sloveniji komunizem sicer mrtev, ampak nihče še ni videl njegovega truda. Se pa skoraj da vsakodnevno srečujemo s še nepreštetimi trupli njegovih nasprotnikov, ki so bili večinoma brez sojenja ali pa na montiranih sodnih procesih obsojeni na smrt, dolgoletne zaporne kazni, koncentracijska in delovna taborišča, izgone iz kraja bivanja, odvzem premoženja in druge najhujše kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Slovenija sodi med redke tako imenovane postkomunistične države, v kateri za vse storjene zločine nihče od bivše vladajoče garniture ni odgovarjal. Ni bilo ilustracije niti v najmilejših oblikah. Ljudje, ki so kršili človekove pravice in svoboščine, so ostali na svojih položajih. Spodletelo nam je pri mrliških listih več kot 12.000 po krivici umorjenih po drugi svetovni vojni. Seveda bi lahko in celo morala našteti tudi dosežke tako imenovanega spravnega procesa. Med njimi delovanje Pučnikove parlamentarne komisije, komisije za prikrita morišča, komisije za popravo krivic, odločbe ustavnega sodišča, akcijo sprava, delovanje nevladnih organizacij in posameznikov. Ne nazadnje tudi dosežke študijskega centra za narodno spravo, ki je v 11 letih svojega delovanja več kot upravičil svoj obstoj in se vsestransko uveljavil tudi v mednarodnem prostoru. Namreč, če še splošni sistemski in družbeni pogoji niso najboljši, je toliko odgovornejša naloga specializiranih inštitucij, kot je študijski center. In šele to vzpostavlja podlage za celostno, objektivno spoznanje naše polpretekle zgodovine, ki ga zgodovinska narod v prejšnjem sistemu ni mogla v celoti obravnavati z vidika znanstvene resnice. Spoštovani, o totalitarizmih vlada v Evropski uniji, vključno v postkomunističnih državah, splošno soglasje. Ne poveličujejo totalitarnih simbolov, ne poimenujejo ulic po diktatorjih, ne nagrajujejo ljudi, ki so vodili tajno politično policijo. V nobeni državi Evropske unije ne bi monetarnega trga okužili z liki revolucionarjev s totalitarnim simbolom. A še bolj kot simboli je pomembna stvarna razgradnja totalitarnih struktur in praks. Tudi tukaj je Sloveniji precej spodletelo. V razmerah, ko vsi dejavniki, ki bi morali skrbeti za razvoj demokratične politične kulture, ne upravljajo dovolj dobro svojega poslanstva, se lahko upravičeno vprašamo, ali imajo v takšnih pogojih resnica, pravica in spomin še kaj možnosti, ali pa je alternativa kaj drugega, morda nek novi barbarizem. Naj zaključim z mislijo, da nas spominski dan na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obvezuje spoštovanju civilizacijskih pridobitev našega kulturnega miljeja. To je še posebej pomembno v času, ko upada zaupanje v institucije pravne države in demokracije. To je dan spomina, ki ga potrebujemo zaradi naše prihodnosti. Naj nas opominja, da demokracija ni dana enkrat za vse, pač pa si je potrebno vedno znova in znova zanjo prizadevati. Le tako jo lahko ohranimo in preprečimo, da se časi, ki so povzročili toliko gorja slovenskemu narodu, ne bodo nikoli več ponovili. Prihodnjim generacijam smo dolžni zapustiti demokratično in svobodno družbo, ki bo spoštovala človekovo dostojanstvo. Demokracija zahteva odgovoren odnos do preteklosti. To pa nam omogoča pravilno izbiro poti za naprej. Hvala za vašo pozornost. Hvala dr. Andreji Banič Zver za bogato razmišljanje, ki ga je delila z nami
Pri današnji slovesnosti smo sodelovali vojaški vikariat Slovenske vojske, Stolna župnija svetega Nikolaja in študijski center za narodno spravo. Iskrena zahvala tudi vsem vam, ki ste se udeležili Svete maše z akademijo in svojo prisotnostjo pokazali sočutje in spoštovanje do žrtev in vašo skrb za ohranjanje spomina nanje. Zaključimo današnjo slovesnost z lepo domovinsko pesmijo.